Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Na Keblju slovesno odprli 3 šolske pridobitve. Literarni dopoldan z Niko Matanovič. Slavnostno praznovanje 200. obletnice Impola. V Poljčanah pogovor z doktorjem Vladom Dimovskim. Na Brinju slovesnost ob dnevu suverenosti. 20 let okteta Lipa Kebelj. Osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Zgodovinski večer, zven listin časa. 19. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Nogometaši Bistrice izgubili proti Beltincem. Košarkarji Bistrice premagali Miklavž in izgubili proti Braniku. Zmaga in neodločen izid mladih nogometašev Bistrice proti Muri. Na Keblju so bogatejši za kar 3 pridobitve. Obnovljeno šolsko igrišče, učilnico na prostem in učno kuhinjo. Pomembne pridobitve so slovesno odprli v sredo 22. oktobra v podružnični osnovni šoli Kebelj. Zbrane je uvodoma nagovoril ravnatelj osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica Matjaž Vrtovec. Danes s ponosom tu stojimo v tem obnovljenem oziroma novem športnem igrišču. Kajti šport tu na Keblju ni neznanka. Da je temu tako, si lahko tule pogledate vsa ta priznanja in pokale, ki so jih že s pridom pridobili. Sem pa prepričan, da bodo v tem novem, sodobnem športnem igrišču rezultati še veliko boljši. Ni pa to edina pridobitev, zaradi katere smo se danes tukaj zbrali, da jo slavnostno otvorimo. In sicer dostavili smo tudi učilnico na prostem in notri se boste tudi lahko pogledali, smo svobodno opremili gospodinjsko učilnico. Tako smo nekako stopili na področje športa, učenja in pridobivanja vse življenjskih veščin, ki so nujno potrebne in temeljne za varno in spodbudno učno okolje. Vse to pa nam ne bi uspelo, če ne bi bilo sodelovanja z občino Slovenska Bistrica, s krajevno skupnostjo Keblj, šolo in pa vami starši. Slugi je moč, to je rek, da smo ga danes, oziroma da bomo danes, tem svečanim dogodkom, tudi resničili. Vsi ti novi objekti in prostori so dani današnji generaciji v uporabo. Hkrati pa v varovanje za prihodnje generacije. Na prireditvi so navzoče pozdravili tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik krajevne skupnosti Kebelj Rok Grm in vodja podružnične osnovne šole Kebelj Mateja Kovše-Klančnik. Slovesno so popestrili s kulturnim programom. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v četrtek 23. oktobra gostili literarni dopoldan z Niko Matanovič. Avtorica je predstavila svoj mladinski roman Betonski labirint. V pogovoru z Darjo Kolar je pisateljica mladim obiskovalcem med drugim zaupala, kdaj najraje piše. Ko sem pisala še v srednji šoli ali pa ko sem bila še malo mlajša, torej kot ste zdaj vi, v 9. razredu ali pa v 8., torej konec osnovne šole,
Takrat sem bila še malo bolj morda nočna ptica, bi temu rekla. Mogoče je tudi kdo izmed vas navajen tega, da mogoče gre malo kasneje spat, pa potem morda tudi malo težje zgodaj vstajati. In je velik del te knjige, vseh prvih verzij, pa gotovo tudi razreda, ki ga vidite tam, nastajal po noči, tudi že v zgodnjih jutranjih urah, seveda pa med počitnicami, ker če bi pa delala še šolo zraven in pa pisala vso noč, potem pa ne vem, kaj bi se mi zgodilo. Ampak potem, ko sem pa še malo odrasla, pa se mi je ta ritem malo umiril in zdaj najbolje vsekakor funkcioniram zjutraj. Pišem pa največkrat med počitnicami, ko torej nimam čisto nobenih drugih obveznosti in se lahko najprej seveda malo zadiham, ker me pisanje še vedno zelo utrudi, ker če se mene vpraša, je to še vedno zelo težko delo. Potem pa ko se lahko popolnoma sprostim, ko se lahko popolnoma skoncentriram na zgodbo, torej prepustim, da malo začrtam svoje like, malo kaj načrtujem, da pišem najprej obeležko, potem pa pretipkam še na računalnik. Gre pa pri meni, kot sem že povedala, zelo počasi, med razredom in betonskim labirintom je preteklo kar nekaj let, res je. 10 let? 10 let v bistvu, ja. In v tem času se mi je marsikaj zgodilo, končala sem srednjo šolo, se vpisala na faks, ugotovila, v katerem poklicu bi želela delati. Spoznala sem veliko novih prijateljev, prijateljic, doživela marsikaj lepega in pa tudi manj lepega. Tako da ja, kot letni čas, v katerem pa bi imela največ navdiha, največ zagona za pisanje, da se tako izrazim, pa je gotovo poletje. In pa kot sem že omenila, te počitnice in pa rada pišem, da sem nekje zunaj, ali pa vsaj na balkonu, da lahko gledam naravo zraven, ker gledanje v ekran me po vseh teh letih dela z ekrani že močno utruje in sem vesela, da lahko pogledam še kaj drugega. Impol letos praznuje 200. obletnico delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili z več prireditvami. V četrtek 23. oktobra so v prostorih podjetja pripravili slavnostni dogodek za svoje poslovne partnerje. To je dogodek za naše poslovne partnerje, za vse tiste, s katerimi uspešno že sodelujemo precej let. Na eni strani imamo dobavitelje, na drugi strani imamo kupce, pa na tretji strani vse tiste, ki pač tako ali drugače podpirajo poslovanje naše družbe. Kaj bomo povedali? Predstavili bomo strategijo, ki jo imamo do leta 2030. Povedali, da smo zanesljiv partner bili sedaj in da bomo tudi v prihodnosti. Strategijo prilagajamo trendom, ki se v tem trenutku dogajajo v Evropski uniji. Na eni strani razmišljamo o trajnostnem razvoju in pa okolju, varovanju okolja, na drugi strani avtomatizacija, digitalizacija, pa kaj je s tem povezano. Razmišljamo tudi o politični situaciji, ki je, se pravi carine ZDA, izguba trga v Rusiji, velik pritisk strani kitajskih in pa turških dobaviteljev. Skupina Impol je trge v ZDA bolj ali manj izgubila, 50% carine so previsoke in nimamo seveda take marže v cenah, tako da tega trga ni več. Priložnost iščemo seveda na vseh ostalih trgih, ki pač obstajajo. Na slavnostni prireditvi so zbrane nagovorili tudi generalni direktor Evropske aluminij zveze Pol Voss, državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik uprave podjetja Talum Marko Drobnič. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je ob tej priložnosti podjetju Impol izročila posebno priznanje Gospodarske zbornice. Organizatorji so izvedli tudi omizje, na katerem so sodelovali mladi raziskovalci Impola, Glasbena šola Slovenska Bistrica pa je ob obletnici podjetja pripravila naslednjo pesem.
24.10. je v Centru narave Poljčane potekal pogovorni intervju z dr. Vladom Dimovskim, predsednikom stranke Generacije. Dr. Dimovski je na pogovoru predstavljal smernice novonastale stranke in delil svoje znanje. Intervjuvala ga je predsednica občinske organizacije stranke Generacije Poljčane, Katja Mikolič-Hasič, ki ga je sprašala o aktualnih problemih v naši državi in kako jih lahko stranka SG premaga. Na Brinju je pretekli teden potekala svečana prireditev ob dnevu suverenosti. Območno združenje slovenskih častnikov je slavilo in obeleževalo ta pomemben dan za našo državo. Obiskovalce so slavnostno sprejeli praporščaki, nagovorili pa so jih razni gostje in člani. Nagovoril jih je tudi magister Borut Sajovič, minister za obrambo. Kaj da zarja ljubezniva, krancem ne napoč. Itaka nikoli ni bila bogata, žita vina, konj ljudi, tesna, mejcena gorata, vendar davno že slovi, ker je ljubil je do smrti. Vsaki sin ostal je zvest, mimo Itake vse črti, kar Odisej vidi mest. Kranc ti le dobička iščeš, bratov svojih niti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Krvni tuje zaničuješ, stari kšek se zgublja sled, bratov svojih ne spoštuješ, za dežele čast si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran, če ne čast te naša gine, domu Kranc moj zvest, postan ali pa postan. Hvala, ker ste tle, srečno, vse dobro. Slišali smo trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske pod umetniškim vodstvom Boštjana Klementa. Ob koncu prireditve so podelili medalje za 4. državno prvenstvo slovenskih častnikov v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem in posebna priznanja za izbrana dela na literarnem področju. 25.10. je na Keblju praznoval 20 let delovanja Oktet Lipa. Dogodek se je začel z lepim sprejemom in pogostitvijo, nato pa je že sledila predstavitev ciganskega plesa plesne skupine Saidah. Prvi je zapel šentjernejski oktet, sledile so pevke iz vokalnega kvarteta Cantabile. Med nastopajočimi je tudi bil koroški oktet, zadnji pa so nastopali domači Oktet Lipa Kebelj. Za konec je sledila svečana podelitev Galusovih značk, katere je podelila predstavnica Kulturnega sklada Slovenska Bistrica Valerija Legušek. Najboljša župa, v Libeličan se kuha krt, a recept si poguaj. Alpijske pripravi, na orge postaji pol, a vse to natrdaj. Štiri tolste lerpice, pa grombo križnice in kraj trihovnu zaselku. Tri dolne križine in kožo od svinen, govori župa vseh žup. Sibirtih prveži, nareži, štir tolste arpice najprej. Ne, v svinski koži dobro obroži. Ne, to si naredil že prej. Korekna župa, zdaj se te kuha, zdekel nam doljo pokri. Bolj strupi zabili, so fajta debeli, pa akti da ti ne skipi. Da taka bo župa, kopica jo skuha, še prej je ne trdaj. Povojče, Božiši,
A je že? Ne, ni še. A je že? A zdaj pa bom. Koverti je juha, z domačega kruha, nareži fajtajki grezi. Prijatelj povabi, na mene pozabi. Bog žegni. Vsem skup vam želim. Vam želim. V Slovenski Bistrici je pred kostnico na pokopališču potekala žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Govornik na slovesnosti je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič. Po osamosvojitvi Slovenije smo z novim zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji preimenovali 1. november iz dneva mrtvih v dan spomina na mrtve. Ne gre zgolj za kak jezikovni popravek, temveč za bistven premik v naši zavesti. Od pogleda, ki se ustavi pri smrti in žalosti, k pogledu, ki vztraja pri spominu, pri hvaležnosti, spoštovanju, resnici, dostojanstvu in spravi. Človek zares umre šele, ko nanj pozabimo. Dokler ga nosimo v spominu, ostaja del naše skupnosti in naše odgovornosti. Županom dr. Ivanom Žagarjem sta predrove A in B v Zgornji Bistrici prav tako pred kostnico položila žalne vence. Venec je bil položen tudi pred spomenik na glavnem trgu v Slovenski Bistrici. Ob dnevu spomina na mrtve se spomnimo na vse, ki žal več niso prisotni med nami, vendar bodo za zmeraj ostali v naših srcih. V cerkvi svetega Jerneja v Slovenski Bistrici je pretekli ponedeljek potekal zgodovinski večer z naslovom Zven listin časa. Na dogodku so predstavili zgodovino bistriškega farnega zvonika in cerkve ter vsebino in pomen listin iz let 1867 in 1900. 3. november 1900. Takrat je bila podpisana listina, ki smo jo našli v konici zvonika. Prav sprašujem se, kako so se počutili tedanji župan Albert Štiger, ki je vodil obnovo, in pa njegovi sodelavci, ki so bili morda zbrani ob podobnem večeru, kakor smo danes tukaj mi, ko so tako se veselili del, ki so bila narejena, ki bodo lahko za mnoge generacije, in natanko 125 let kasneje, do dneva natančno, smo tukaj mi. Lahko ste videli že v minulih mesecih ta naš častitljivi zvonik, ki se dviga nad Slovensko Bistrico, kako je dobil drugačno podobo, kako je bil kar naenkrat poodran in ta oder je rastel više in više, in mesec dni je trajalo, da so mojstri, ki so oder postavljali, prišli do vrha in do same buče in križa. V tej buči pa sta torej bili skriti ti dve listini, ki smo jo nekako tiho pričakovali, čeprav nismo vedeli, ali je zares tam kaj takšnega. Ti dve listini in pa seveda tudi novo si boste potem kasneje lahko ogledali tukaj spredaj. Zraven je tudi prevod obeh listin, saj sta obe napisani v nemškem jeziku. Zgodovino cerkve svetega Jerneja je podrobneje predstavila umetnostna zgodovinarka doktorica Simona Kostanjšek-Brglez, ki je med drugim povedala: Veseli me, da sem lahko v preteklih letih doprinesla tudi k nekaterim novim spoznanjem in osvetlitvi zgodovinske, arhitekturne in umetnostne podobe Slovenije Bistriške župnijske cerkve. Nekaj dosedanjih podatkov bo na osnovi najdenih listin mogoče dopolniti, pa tudi popraviti. Listini sta bili tudi povod za ponovno podrobno analizo stavbne zgodovine cerkve
in pregled virov, ki bodo skupaj z izsledki predstavljeni v nadaljevanju. Sama cerkev ima skoraj 800 let dolgo zgodovino. V svojem razvoju je od romanike do 19. stoletja doživljala velike spremembe. Prvič je bila omenjena leta 1240, že pred letom 1252 pa je postala sedež župnije. Tega leta se v virih omenja tudi bistriški župnik Heinrich. Cerkev je bila sprva podružnica slivniške župnije oziroma pražupnije, iz katere se je kot vikariat izločila pred letom 1249, ko je bila slivniška župnija inkorporirana k studeniškemu samostanu. Cerkveno je pripadala do leta 1751 Ugleju, nato do leta 1787 Goriški nadškofiji in poslej Lavantinski škofiji. Prvotno romansko cerkev, ki je bila orientirana proti vzhodu, je sestavljala podolgovata pravokotna ladja, h kateremu je bil prizidan vzhodni zvonik. In glavni oltar je bil v zvonici, torej v pritličju zvonika. Ta v tlorisu ni bil kvadraten, ampak rahlo vzdolžno pravokoten. Na podstrešju je še viden zgornji del zahodne stene prvotnega romanskega zvonika, ki je grajen s pravilnimi klesanci. V isti steni je ohranjen tudi srednjeveški kamnit portal, ki je vodil na podstrešje ladje. Kasneje so ga baročno predelali. Prvotna cerkev pa je bila precej ožja in tudi nižja od sedanje. Glede na arhitekturo gre za tip romanske enoladijske cerkve s tako imenovanim hornim zvonikom, ki se je zelo razširil v delu Nemčije in na avstrijskem Koroškem, od koder je prišel tudi k nam na slovensko Koroško in redki primerki so ohranjeni tudi tu na Štajerskem. Marjan Zadnikar, ki je podrobno raziskoval te edinstvene romanske cerkve s hornimi zvoniki, je menil oziroma je trdil, da jih je ohranjenih dobrih 20, tako da je tudi v tem oziru Slovenjebistriška cerkev izjemna. Ladje teh cerkva so imele praviloma ravne lesene stropove, z oltarnim prostorom v zvoniku pa so bile povezane s polkrožnim ali šilastoločnim slavolokom. Tako je bilo tudi v primeru te cerkve. Naprej omenjeni zahodni steni starega zvonika, ki se je dvigal približno 5 metrov nad sleme strehe ladje, je vidna sled strme dvokapnice, ki je pokrivala ladjo, prvotne precej nižje in tudi ožje cerkve. Kot na zahodni steni zvonika je tudi na severovzhodnem vogalu, torej tudi na delčku severne stene, ki je še ohranjena, viden srednjeveški apnen omet z beležem. To romansko cerkev so leta 1532 požgali Turki. Nato je bila do leta 1549 zgrajena nova, skoraj gotovo dvoladijska cerkev, križno-grebenasta obokana in v velikosti sedanje ladje. Takrat je bila prizidana tudi rožnovenska kapela, ki je bila prav tako križno-grebenasto obokana, šele kasneje pa je dobila banjasto bok. Ostanek poznogotskega obočnega sistema je viden v krstni kapeli, kjer je ohranjen sklepnik z motivom operotničene glavice. Iz tega časa, torej 16. stoletja, pa je tudi freska svetega Krištofa na zunanjščini. V 16. stoletju so v tej cerkvi tudi veliko pokopavali, predvsem cerkvene dobrotnike. In prav iz 16. stoletja, pa tudi 17. je v cerkvi še danes moč videti nekaj nagrobnikov.
Ta pozno srednjeveška cerkev je bila nato prezidana. Veliki posegi so bili izvedeni v baroku v 18. stoletju in prav 18. stoletje je pustilo največji pečat. Iz tega časa je tudi skoraj vsa cerkvena oprema. Med letoma 1717 in 1722 se je zgodila velika sprememba. Takrat so spremenili orientacijo cerkve. In sicer za 180 stopinj, tako, da so k zahodni fasadi prizidali pravokoten prezbiterij, pokrit z ovalno kupolo svetlobnico. Ob njegovi južni steni so postavili zakristijo. Takrat so vhod v cerkev prestavili pod zvonik, torej, kjer je bil prej oltarni prostor. Staro zakristijo, ki več ni služila svojemu namenu, pa so spremenili v shrambo. Slovesno so prebrali tudi novo listino, ki bo spravljena v časovni kapsuli. Prireditev so popestrili s kulturnim programom. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 19. redni seji. Uvodoma je v prvi obravnavi potrdil občinski proračun za prihodnje leto. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je proračun komentiral tudi na novinarski konferenci. Zdaj, kar zadeva torej proračun na prvem branju, se pač soočamo z težavami, ki so ves čas že prisotne. Ne? Na eni strani imamo vse stroške, ki nam ves čas rastejo, govorimo o tekoči stroški, na drugi strani imamo seveda pač ta obseg primerne porabe, ki bi naj te stroške pokrival. Zdaj po izračunih in pa glede na to, da smo mi planirali primerno porabo na tem trenutnem dejstvu, to je na teh 810 evrih. Za naslednje branje bomo se upoštevali 835, ne? Ampak seveda, če bo to sprejeto, nekaj še ni sprejeto, ne? Niti mislim, da še ni podpisano dogovor, ampak neki dogovori so v zaključni fazi bili, ne? Vendar še to je vedno manjko do realno pokritih stroškov, tam približno 100 evrov na primerni porabi, kar pa v našem primeru pomeni približno 2,5 milijona evrov. Zdaj, dodaten problem za naslednje leto med drugim je še tudi ta božičnica, ki se pač v teh dogovorih, govorim za naslednje leto, ker treba naslednje leto planirati, vlada v dogovori zavezala, da bo pokrila 60%, ne spet 40%, je pa ostalo spet nam. Zdaj, kar zadeva proračuna, je približno planiranih prihodkov dobrih 39 milijonov, odhodkov približno 42 milijonov in pol. Zdaj razliko v tem delu pač mi pokrivamo z zadolževanjem. Približno dobrih 5 milijonov gre za zadolžitve. Brez te zadolžitve mi nismo v stanju peljati investicijskega cikla, ne zato, ker če še pozabimo amortizacijo, ki je bila nujna na infrastrukturi, govorim seveda o cestni in pa družbeni infrastrukturi, nam recimo primerna poraba ravno pokriva pač ta naš tekoči del, vse ostalo je potem vezano pač na investicije. Zdaj mi poskušamo ta investicijski cikl vseeno držati, ne. Zdaj planiramo približno 8 milijonov sofinancerskih prihodkov, ne, iz različnih virov od ministrstev, pa predvsem evropskih sredstev. To je dogovor za razvoj regij in pa razpisi tam, kjer smo kandidirali, ker je bilo možnost kandidirati, tudi tam gre pravzaprav za praviloma evropska sredstva. Upamo, da bomo tudi uspešni na tem segmentu, ampak seveda je potrebno pokriti to razliko sofinanciranja, ne, in da lahko to pokrijemo ob ostalih lastnih prihodkih, ki pa morajo biti namenski, smo lahko zaprli proračun pač za to zadolžitvijo. Zaenkrat jaz si tudi glede na to povišanje zaenkrat ne obetam, da bomo lahko kaj bistveno zadolžitev pač znižali, če želimo peljati nekatere stvari, ki so tudi nujne, ob vseh teh nujnih investicijah tudi recimo vzdrževanje predvsem cestne
infrastrukture, ne, ker so ogromna vlaganja. Ne. Ampak vseeno v tem investicijskem delu mi držimo nekako ta proračun investicijsko naravnan. Svetniki so med drugim sprejeli sklep, da od Ministrstva za zdravje zahtevajo, da Zdravstveni dom Slovenska Bistrica nemudoma umesti nazaj v mrežo satelitskih urgentnih centrov. Gre za torej utemeljiti ta urgentni center in pa seveda gre za lokacijo. Ne. Zdaj, to je ena zgodovina zadaj, ne. Urgentni center je že bil v teh uredbah predviden, pa strokovnih gradivih predviden. Tu pri nas v Slovenski Bistrici, ne, potem je ne vem, pred nekaj časa se je izgubil, bom tako rekel, iz uredbe. Ne. Zdaj, jaz nisem strokovnjak na tem področju, ne, ampak če pogledamo mrežo, pa vseeno mislimo, da je ta mreža popolnoma nekonsistentna, če bi gledali celo Slovenijo, ne. In občina Slovenska Bistrica oziroma zdravstveni dom oziroma naši ljudje, ne, seveda pričakuje, da bodo imeli to oskrbo nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Ne. Zdaj, to je povezano lahko z urgentnim centrom na način, da eventualno, če urgentnega centra ni, pa tako, ko se stvari odvijajo, postopno potem počasi lahko tudi se tu kaj zgodi, ker se obetajo velike spremembe. Zdaj pojavljajo so se te ideje, da bi pač naj bil tam v Tepanjah, ne, to je ena od idej. Mi nimamo nič uradnega, ne, to moram povedati, ne, tudi ko smo jaz govoril in z državnim sekretarjem, mi je on sicer pač, pa tudi pisno so dali, ne, da pač je stvar odločitve dogovora med konjiško in bistriško stranjo, ne, zdaj moram povedati, da ta stvar je meni rahlo nelogična, ne, ali pa zelo nelogična. To pa utemeljujem tudi s tem, da je zdaj se pojavila uredba o zdravstvenih regijah, ne vem, če to poznate, ne, ta uredba je v javni razpravi, predvideva, ne vem, 6 ali 8 nekaj takega regij, ne, in mi smo v Podravsko-Pomurski zdravstveni regiji, ne, dočim Konjice so pa v Savinjski, pa ne vem, Posavski, kako se tam reče. Skratka, mi sploh nismo v istem prostoru, ne, in zdaj tu povezovanje pelati je po naši oceni ne gre, ne, s tem, da tudi kar se ostali strokovnih utemeljitev tiče, jaz mislim, da je pri nas absolutno se tudi izpolnjujejo. Ne moramo se zavedati to, da pač zdravstveni dom pokriva izjemno široko območje, ne. Seveda, Bistrica je relativno blizu Mariboru, ne samo najprej je treba pa recimo iz vrha Šmartnega ali pa z vrha Pohorja v Slovensko Bistrico, pa na drugi strani, če hočete, iz Makovskega predela, ne. Glede na to, da so v preteklosti bile tudi različne rešitve, tudi kar se je financiranja tiče, smo mi nekaj idejne stvari že sprejeli v dokumentih, ne nazadnje smo večkrat že dom obnavljali, tudi ko smo zdaj zadnjo obnovo imeli, je v bistvu en del prostorov lahko možno uporabiti tudi za tak satelitski urgentni center, vsekakor pa iz vidika gospodarnosti, ne, je treba lepo vedeti, da v zdravstvenem domu so številne službe, ki pravzaprav pokrivajo to dejavnost, ne, in je res verjetno nesmiselno iti zdaj pa na neko čisto novo lokacijo, ne. Tako da je bil seveda ta sklep, da soglasen, ne, da se vztraja na tem, da se satelitski urgentni center nazaj umesti v mrežo urgentnih centrov, ne. In ta podobno gradivo oziroma identično gradivo se je že sprejelo v Makolah, če prav vem, ne, in upam, verjamem, da bo tudi dve občini to sprejele, ki pač participirajo, ne, zadnje so tudi soustanoviteljice zdravstvenega doma in po razgovorih, ki smo jih sicer imeli, absolutno to tudi podpirajo, ne. Sicer pa občinski svetniki ponovno niso podali soglasja k imenovanju magistrice Milene Oblonšek za direktorico Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Pripoved o golu 12. kroga druge slovenske nogometne lige na umetni travi v Slovenski Bistrici in to v srečanju med Ketijemi in Pol Bistrico in Beltinci Klima Tratnjek je bilo tako: če gola ne dosežeš, ga dobiš in na koncu izgubiš. Tako se je Štajercem zgodilo v obračunu s Prekmurci, kjer so zmago z golom v sodniškem dodatku prvega dela igre z 1-0 domov odnesli Prekmurci.
Zavarovance trenerja Simona Dvoršaka je v polno zadev Dominik Drk. Točke zelo pomembne, Bistrica zelo kvalitetna ekipa, ima repa glavo, dobro vodeni, dobro kadrovani, tako da za nas še toliko težja okoliščina, ker smo včeraj izvedeli, da igramo na umetni travi in je ta preklop bil sila težek. Na koncu maksimalno zadovoljni z rezultatom, ker smo pričakovali, da bo težka tekma. Ampak mislim, da na koncu zasluženo. Domača obramba je klonila v 46. minuti prvega polčasa, ko so verjetno fantje v rdečem prehitro z mislimi končali igro prvega polčasa in naredili kardinalno napako za vodstvo gostov z 0:1. Odigrali smo eno dobro tekmo, škoda za to napako, res takih napak ne smemo delati v koncu polčasa. In ja, zaradi te napake smo bili danes kaznovani, ampak mislim, da smo vseeno predstavili dobro predstavo in zmanjko nam je gol. Beltinci so bili za Bistričane vedno neugoden tekmec, ne glede, kje se je igralo. Tudi v tej minimalni zmagi gostov 0:1 sta tekmeca na igrišču pred 350 gledalci in to na igrišču z umetno travo ponudila ali drugače si priigrala veliko akcij, ki so jih pospremili njihovi zvesti privrženci. V prvem delu je v 14. minuti priložnost zamudil Trdin. V 16. minuti izvedba prostega strela gostov. 4 minute kasneje v akciji naveza Borovnik Dukarič. Minuto kasneje beležimo poizkus Močnika. V 29. minuti je svoj strel poizkusil igralec tekme Igve Ikejna. Nato še poizkus Rantaše. 10 minut pred koncem prvega dela na delo dvojec Igve Ikejna Nejc Močnik. V 41. minuti je zapretil Anej Jelovica. Nato pa 46. minuta gol in prednost za goste po prvem delu 0:1. Kaj je zmanjkalo danes, da je bilo tako malo strelov v okvir vrat, še ni strelov v okvir vrat, tudi golov ni? Ja, ne vem, v zadnji tretjini mogoče nismo bili dosti konkretni in nismo imeli dosti strelov, nismo zadeli, ampak mislim, da smo si tudi ustvarili, sploh drug polčas, dosti nekih situacij, ki bi lahko zabili pa stvar obrnili. Veliko pa se je dogajalo tudi v drugem polčasu. Domači kreator igre Rok Frešer je kar dvakrat poizkusil na začetku. Strelec zmagovalnega zadetka na delu v 52. minuti. Rok čez gol 10 minut kasneje. Veliko se je dogajalo v 70. minuti, vendar brez spremembe rezultata. Po kotu Rantaše odbija Dakič. 10 minut pred koncem pa na delu Kobal s podajo, Marsetič pa brez gola. V 86. minuti Dukarič čez gol. Točko bi lahko v tej akciji za domače prinesel Marin Galič Busnič, ki je vstopil v drugem polčasu. Nekaj se je nato dogajalo še v sodnikovem dodatku, vendar brez spremembe rezultata. Pa enostavno škoda, da je odločila naša napaka v 47. minuti, se pravi zadnja sekunda, se poigravamo v zadnji namesto, da izbijemo žogo, lepo enostavno odigramo, gremo noter v glav. Mislim, da nismo danes zaslužili poraza, da smo mi bili tisti, ki so imeli več strelov, ki so imeli več priložnosti, ampak zdaj že v prvenstvu, že 3-4 tekme težko zabijemo gol in imamo tukaj problem, ne prejemamo jih veliko. Škoda, da tako tekmo odloči ena taka napaka, čestitam Beltincim, mi pa moramo zaupati v te fante, zdaj rabijo najbolj našo podporo, ki jo bojo imeli in vse naredi, da to krivuljo zdaj vzdignemo navzgor. Bistričani pa lahko v serijo neugodnih rezultatov spremenijo že v naslednjem krogu, ko bodo gostovali pri ekipi Brinja. Ja, res je, Brinje Grosuplje so letos dobra ekipa, vsak let so tam približno v vrhu in ja, čaka nas težko gostovanje, ampak smo že pokazali na prijateljski tekmi, da lahko vsakega zmagamo tudi njih in mi bomo šli na polno motivirani in borbeno šli v tekmo. Košarkarji Ketijemi Slovenske Bistrice so v prvi tekmi pred svojimi gledalci in to v 3. državni ligi Vzhod v športni dvorani slavili lepo zmago v sosedskem obračunu. Po 40 minutah igre so ekipo Kovinarstvo Bučar iz Miklavža domov poslali z rezultatom 68-53, ali drugače povedano, gostje so domov šli s 15 točkami zaostanka.
Najprej čestitam svojim fandom za zmago. Tekma ni bila lahka, kar kaže tudi rezultat po četrtinah. Nasprotnika smo zlomili dejansko tam 4-5 minut do konca tekme. Kljub temu, da smo imeli veliko premoči v centimetrih in kilogrami, smo se 3/4 mučili, ampak na koncu dobili tekmo. Novinci v tretji državni ligi Vzhod iz Miklavža so tekmo dobro preživeli v prvih 3/4. Prvo so obrnili sebi v prid 10-12. Drugo izgubili z 18-15, v tretji pa so zaostajali za 3 točke, rezultat 47-44. Jaz mislim, da smo se borili, koliko smo se lahko. Res, da smo v manjšini, ker nam manjkajo par igralcev, ki so poškodovani, naš center, Jaka in pa Miha, najboljši igralec, ampak se držimo, trudimo se, pa borimo. Zmago pa so si gostitelji z razliko 15 točk priigrali prav v zadnjih 10 minutah igre. Lončarič je z 2 točkama odprl zadnjo četrtino, rezultat 49-44. Nato je bil na semaforju rezultat 52-44. Zasluge gredo kapetanu Pešaku in Aljažu Topliško. Potezo tekme smo videli za 12 točk prednosti, Naveza, Toplišek, Babšek, Vrečko. Prednost 12 točke nato z 2 trojkama prepolovil Nejc Kurnik, 56-50 je bilo, z 20 točkami pa je bil tudi najboljši v gostujoči zasedbi. 3 minute do konca beležimo uspešen met najboljšega domačega strelca z 20 točkami Marka Babšek Vrečka. Vit Lončarič s trojko postavlja prednost 13 točk 63-50, v zadnjih 2 minutah pa so številni gledalci videli končni rezultat 68-53. Ja, bila je res naporna tekma, nismo bili razpoloženi za šut, imeli smo kar veliko odprtih šutov, pa jih nažalost nismo realizirali. Sicer smo bili brezbrani v obrambi, igrali agresivno, tako da ja, pol smo naredili preklop v glavi, še bolj dali na plin in povedli, 68-53. Torej, kako si danes podoživel osebno svoj nastop? Mislim, da je ok, vedno je lahko boljše, vedno so možnosti za izboljšave. Tako da mislim, da še imam jaz ogromno rezerve in ekipa ima ogromno rezerve, tako da moramo biti zaprti v dvorani, trenirati in to je to. Spremenjeno igralsko zasedbo Bistrice glede na lansko sezono pa sedaj čaka še en sosedski obračun in to v zaostali tekmi 3. kroga. V športno dvorano v soboto 1. novembra ob 18. uri prihaja Branik iz Maribora. Tako tradicionalno lepe tekme Bistrica Branik vsako sezono, tako da 1. novembra vse vabim, da pridete pogledati in navijati. Za ostalo srečanje 3. kroga v 3. državni ligi Vzhod med košarkarji KTM Bistrice in Branika iz Maribora je bilo po pravi drami v zadnjih 2 minutah odločeno v korist Mariborčanom. Sosedi Štajerske prestolnice so zmagali za zlato točko prednosti, bilo je 80-81. Ja, super feeling je, odlično, držali smo skupaj, mirno smo odreagirali, tudi če je nekdo imel že 5 faulov, tako da super, da je zmaga. Košarkarji Bistrice so skoraj skozi ves potek srečanja lovili zaostanek proti renomiranemu tekmecu, vendar so morali na koncu pred 300 gledalci premoč priznati nasprotniku. Tekma je bila napeta od 1. minute do zadnje, borili smo se celotno tekmo, na koncu je zmanjkalo malo sreče pri zadnjem šutu, ampak iz tega se učimo, bomo šli naprej na naslednjo tekmo pa na čim več zmag. Vidimo akcijo, ko je Mark Babšek Vrečko s košem in z dodatnim prostim metom postavil rezultat 2 minuti pred koncem 77-78. Sledila je pogumna trojka domačega aduta Jaka Holešek za vodstvo domačih 80-78. Mislim, poraz je definitivno boleč tudi zaradi tega, ker smo že v zadnji četrtini imeli tudi vse v svojih rokah. Lih tako smo se približali, vodili tudi zadnjo minuto. Mariborčani, vijoličasti športni opremi, s trojko Gunčera povedejo 81-80. Ja, super feeling je bil, se zato treniraš, da daš take odločilne mete in to je odličen feeling. Vzdihljaji tekme še obvezen poizkus kapetana Pešaka, ki pa ni spremenil rezultata na semaforju. Bistričani so izgubili tekmo in prvenstvene točke.
Najprej čestitam svojim fantom za prikazano, potem čestitam nasprotnikom za zasluženo zmago. Vesel sem, da smo gledali tako tekmo, zelo lepo za tretjo ligo. V zadnji četrtini sta bila 2-3 momenti, ki bi lahko obrnili tekmo v svojo korist. Žal nam je zmanjkalo nekaj vsega iz sreče in vsega. Tudi mogoče pri zadnjem metu, ampak to je košarka. Košarkarji Bistrice, ki imajo na domačih tekmah res odličen obisk navijačev, so prvo četrtino izgubili za 7 točk, 15-22. V tem delu igre je 3 trojke za goste zadel Luka Božak, ki je bil na koncu z 32 točkami najboljši strelec srečanja. V drugi četrtini so domači razliko 7 točk zaostanka znižali na 4 in na odmor odšli z rezultatom 40-44. Moram reči, da sem zadovoljen, tudi z ekipo sem zadovoljen, da smo se po zaostanku vrnili, pokazali energijo, stopili skupaj, mislim, da nimam nobenih pripomb. Po tretjem delu igre so izbranci Uroša Drevenška kljub pokrnjeni igralski zasedbi držali stik z gosti, rezultat 56-60. Bilo nas je samo 8 igralcev, ampak nismo naredili tistih malih osebnih napak, ki bi jih morali narediti. In to se je potem tudi poznalo na rezultatu. V zadnji četrtini pa smo vse dodali že v začetku tega prispevka. Na koncu še to, da je bila to prava prvenstvena borba za zmago v sosedskem obračunu. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo, vsi od prvega do zadnjega, ki so vstopili v igrišče. V določenih detajlih še manjka malo kilometrine izkušenj, glede na to, da smo mlada ekipa, ampak mislim, da če vztrajamo, imamo lepo prihodnost. Krstno zmago med prvoligaši U15 so si v 12. krogu tega tekmovanja priigrali tudi starejši dečki Mojstrovine Bistrice. Na igrišču v športnem parku Slovenski Bistrici z umetno travo so z 2-1 premagali vrstnike, ki so igrali za ekipo Mure. Levji delež tej zmagi je z dobro predstavo dodal še v lanski sezoni igralec Mure, ki sedaj igra v vrstah bistriške zasedbe Matiz Brence. Dobro smo odigravali v napadu. Sicer ni bilo fajn proslavljati, saj so bili moji prijatelji. Domači v rdeči športni opremi so povedli v 10. minuti, ko je z 11 metrov za vodstvo zadel Nejc Petek. V 18. minuti je isti igralec udaril čez gol. Gal Dovnik je poizkusil v 22. minuti prvega dela. Domačemu vratarju Lešniku so dlani ogreli. Vuk Bajič v 25. minuti. Minuto zatem sta svoje strelske sposobnosti poizkusila najprej Bajič in nato še Svetec. Na začetku drugega dela igre pritisk gostov in poravnava rezultata na 1-1 v 3. minuti. Strelec gola pa Tim Jerebic. Tekma je bila zelo težka, nasprotnik je bil zelo dober, mi smo se malo ustrašili na začetku tekme, drugi polčas smo pa malo prevzeli, izenačili. Takoj po doseženem golu še ena velika priložnost za goste. Za domače pa je priložnost v 58. minuti zamudil Tisnikar. 3 minute kasneje na delu Brence. V 70. minuti pa 2-1. Na pravem mestu se je znašel Jure Koležnik in razveselil številne navijače. Kot je bil in mi je soigralec asistiral na drugo štango in sem dal z glavo gol. In sem bil zelo vesel. Prvoligaška tekma kadetov Mojstrovine Bistrice in Mure iz Murske Sobote ni prinesla zadetkov, a je pokazala, kako se je potrebno boriti za barve svojega kluba. Disciplina v igri in ekipni duh obeh moštev pa je prinesel delitev točk s tistim začetnim rezultatom 0-0. Zadnjo tekmo smo izgubili, tako da vsaj točka je prišla prav, ampak tako prejšnjo tekmo bi tudi to lahko zmagali. Imeli smo dosti šans, nismo jih izkoristili in škoda, mislim, da bi lahko in in prejšnjo tekmo dobili 3 pike. Na koncu bi pa tu v njihovi zadnji akciji bi tu lahko dobili gol in je golman dobro branil, tako da vsaj pika. Večje razočaranje, samo s točko, pa so čutili v nasprotnem prekmurskem igralnem taboru. Mi kot ekipa smo razočarani, igrali smo, se trudili, nažalost v zadnji tretjini nismo zadeli. Samo tudi točka je v bistvu v redu, vsaj nekaj je, ni nič, pa gremo s pozitivno glavo naprej. V prvem polčasu smo videli zelo malo strelov ali poizkusov za dosego gola. Za gostitelje je v 4. minuti poizkusil Arnel Kuntner-Taraj. Za goste poizkuša Max Felicijan in to v 13. minuti.
Med 30. in 34. minuto so dvakrat svoje strelske sposobnosti preizkusili v domači zasedbi. Najprej je bil na delu Arnel Guntner-Taraj, nato še tale strel domačih. V 37. minuti za goste Roman Leljak-Nejc in nato še Jaka Zamuda. Ste pričakovali torej, da bo v Slovenski Bistrici danes tekma takšna, kot je bila kar trda, tista prava prvenstvena tekma za to ligaško tekmovanje? Ne, nismo bili pripravljeni na to. Mislili smo, da bo bolj odprta, bomo imeli več priložnosti, pa od spredje tudi zabili, čeprav nismo. Ne. V drugem polčasu smo videli bolj odprto igro na obeh straneh. Napadi so se vrstili pogosteje kot v prvem delu, a so svoje delo dobro opravili tudi vratarji. Domači vratar Maj Tratenšek je odlično posredoval v 62. minuti po strelu kapetana gostov. Nato še lepo posredovanje v 82. minuti, ko je streljal Jaša Kutoš. Ja, pač vsak mora dati svoj del za skupno zmago in mislim, da je bilo to moj delček. Za domače pa je v drugem delu največkrat nevarno poizkusil Gaj Polanec. V 57. minuti po tem prodoru, nato v 65. minuti iz prostega strela in 2 minuti kasneje, ko je udaril čez gol. V 90. minuti pa še eno lepo posredovanje domačega vratarja. Pred vsako tekmo štartamo na zmago, na koncu na potek srečanja mislim, da je točka poštena, ampak vseeno mislim, da nismo bili na svojem nivoju, da nas je zmanjkalo v nekih fazah igre, da ni to maksimalno, koliko mi zmoremo. Kadeti Mojstrovine Bistrice po 12 krogih z 18 osvojenimi točkami držijo 7. mesto. V skupnem seštevku z starejšimi dečki pa so s 23 točkami na 10. mestu.